pa družba moja, tukaj zadnji jo že vidite. Režija ne jo še pokaza, da jaz njo zdaj napovem. Ne. Ona je, po mojem ekspertnem mnenju, ena najbolj lušnih, najbolj privlačnih in najbolj talentiranih mladih pevk v Sloveniji. Ona ima vrhunski vokal. Ona nikoli, odkar jo jaz poznam, ni delala za nič glasbe. Torej, ni šla v neke totalno hojladra komercialne vode, ampak je ostala pri kvalitetni R&B in hip-hop špuri, če želite, dame in gospodje. In ona je punca, ki jo jaz izjemno spoštujem, ki ima od nekdaj moj full support, kot radi rečemo, in pa seveda punca, ki sem jo pred mnogimi leti gostil na eni drugi vdaji, ko je bila še čisto mlada, zdaj je že zrasla v pravo damo. Tako da v izjemno čast mi je, da torej to dekle še vedno dela, ustvarja, zdaj ima kar 2 nova videospota in to je, dame in gospodje, the one and only Bianca Črnjavič. Bianca, lepo zdrav in dobrodošla v dobro voljo z Istokom. Čau, Istok. Bianca, kje si ti? Trenutno ali? Na splošno in trenutno. Trenutno sem v studiu, na splošno pa povsod pomal. Bianca, nazadnje sva se videla leta 1952, to je bilo 80 let nazaj, pa mi povej, kaj se je od takrat pa do zdaj pri tebi zgodilo v tvoji karieri. Takrat mislim, da si bila celo v neki dekliški skupini, ko so vas zbrali na enem reality showu, zdaj si že dolgo časa na samostojni glasbeni poti. Torej, daj mi na hitro povej v teh, ne vem, zadnjih 10 letih tvojo preobrazbo iz majhne punčke v to, kar si zdaj. Kaj vse se je moralo zgoditi, da je prišlo do tega? Ja, v bistvu, to je bilo 7-8 let nazaj, ta X-Factor, ko smo delali z Swagicami. Zatem sem pol spoznala svojega producenta, ki še zdaj delava skupaj, Klemna Zupančiča, in smo takrat najprej ustvarjali nek live act, je v bistvu bil DJ, pa producent, pa saksofonist, kitarist, pa jaz kot pevka in smo delali tako house priredbe, pa smo nastopali po klubih bolj, ne. Pa sem bila pa jaz tako, jaz bi res, v bistvu, to ni to, kar mene veseli, ne, zanima, jaz sem zmeraj bila bolj za ta R&B, hip-hop, whatever, in sem se odločila, da bom pol za to tudi delala, ne. In sva potem v bistvu s istim producentom šla pač to raziskovati. Sva veliko freestylala, veliko sva delala skupaj, sam potem v bistvu moj prvi avtorski komad je vse nastal v Romuniji, ker je to prišlo čisto nenapovedano. Ne. Od tam naprej pa pač je sam šlo. V bistvu ta leta, ki meni bilo, sem bolj vadila pa delala na vse. Aha, ker ja, to mi je bilo pri tebi zanimivo, ne, ti si bila izjemen talent, ampak tako si rekla, prav ni te bilo. A veste, pa kaj s to Bianco je, ne vem, se je zadrogirala, je umrla, je ratala alkoholik, je šla z nekim bogatim milijonarjem, o božjo mater, ali kaj, in kaj je s to punco? In potem, po tem času ti priješ nazaj in vsak mesec pa pol, 2 meseca imaš nov videospot. Torej, zdaj si se odločila tu vstati, delati ali boš spet zginila za 10 let? Ne bom zginila, nisem se pa odločila tu ostati, tu pač kakor v Sloveniji, ampak zaenkrat bom še nekaj časa tle, medtem se bom razvijala še tako v kakšnih drugih jezikih. Ampak tako, v Sloveniji se mi zdi ful fajn, ker je nek prostor, ki te v bistvu ljudje ne, kako bi rekla, ne obsojajo toliko ali pa džadžajo, ne, in se mi zdi tako ful lep, ne vem, prostor za vajo. Bianca, gledalce zanima, si poročena, ti že imaš otroke, čakaš na to, kje smo glede tega? Ne, jaz sem še dosti otrok. Dobro, to se vidi, to mi je jasno, ampak mislim, delaš kaj na tem že, da boš mamica ali še imaš čas? Ne. Bianca, glej, biološka ura ti tiktaka, ne se zabavati, lej, pazi, lej, ne se zabavati. Koliko si stara? Koliko si stara zdaj? 24. Koliko? 24. Ma dobro, leto, 2 še počak, pa kar gremo, ne? Bianca, videla bomo danes, pazi, kar tvoja 2 videospota. Jaz sem zmiksal skupaj enega, pol pa enega, ker se mi zdi škoda, da bi samo enega zavrteli. Pa povej, kaj bomo videli. To sta zadnja 2, ki imata naslov kako? Ta zadnja 2, en je Kaj pol, ta najnovejši je pa Mary Poppins. Lej, kaj ti ne rečem, zelo sem, veš kaj mi je všeč? To te zdaj vprašal. Je v Sloveniji prostor za tako zvrst, ki jo dejansko delajo v Ameriki? Tega nismo pri nas navajeni, tega R&B-ja, tega stila, še posebej ne pri mladih puncah, ki delajo vse drugo razen to. Kak je odziv na to, no? Ker ogledov imaš ful na YouTubu, to moram priznati.
Ja, v bistvu na začetku sem imela dosti problemov. Nisem imela problemov, ampak radi dosti zavračajo moje pesmi, ker ne bi bile preveč urbane. Čeprav se meni zdi še vsem to nekako pop, a ne? Ampak pač so še vsem radi, ki pač podpirajo pa me vrtijo, ki pač najbrž podpirajo tudi druge mlajše artiste, ne sem tega, ker smo navajeni že, ne vem, 20 let skozi stih obrtov. Drugače pa tako med takimi, ki sem jaz, med mojimi vrstniki, se mi zdi, da poslušajo take komade, a ne, pol te mlajše, nekje vmes sem, po mojem, je moja muzika za starejše malo too much, za te čista mlajše jim je pa še vsem boljš pač ta neka komercijala. Bianca, dajmo nekaj govoriti, da ne bomo prekinila komadov. Jaz ti zahvaljujem za tale kratek in sladek oklop. Ostani cool še naprej, veš, da imaš od mene full support do konca in od začetka. Zdaj pa torej, dame in gospodje, Bianca Črnavič, ostani na Skypeu, da bomo gledali, kako se počutiš, ko svoje video spote gledaš po televiziji. Zelo sem vesel, da lahko zavrtim torej tale mix tvojih dveh vrhunskih komadov, ki sta tudi meni zelo všeč, in dajmo malo požurati zdaj zadnje 4 minute vdaje. Lep pozdrav, dame in gospodje, to je bila dobra volja z Tako vidimo se v ponedeljek 16:45. Čau! Živijo, babi! Ni